Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. V sklopu terenskih obiskov je minister Peter Gašperšič pred dnevi obiskal Kranjsko Goro in si ogledal obnove cest ter lokacije projektov, ki jih ministrstvo načrtuje v občini Kranjska Gora v letošnjem letu. In obisk je dober znak, pravi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Jaz verjamem, da današnji obisk ministra, pa tudi vseh odgovornih na direkciji za ceste, da je ena garancija za izvedbo. Če se izvedejo vsa začrtana dela, bo to za občino samo zelo dobro. Dobri signali za letošnjo sezono. Jaz verjamem, da kar nekaj od tega se bo zgradil, da tudi to, kar smo si ogledali, je resnično potrebno obnove, da to, kar smo tudi kot občina soinvestitorji, smo sredstva zagotovili in da bomo skupnimi močmi dokončali oba pločnika, tako Dovje oziroma Belco kot Gozd-Martuljk, pa tudi verjamem, da ta odkup zemljišč tukaj za kolesarsko povezavo Planica-Rateče, da je bil v glavnem korak v pravo smer in da se naslednje leto že pripeljemo po kolesarski povezavi do Planice in da jo bomo lahko uporabljali tudi za čas prireditev kot varno peš pot od Rateč do Planice. Občina Kranjska Gora je tako odkupila zemljišča, tukaj se moramo Ratečanom zahvaliti, da so prisluhnili in seveda tudi sprevideli potrebo tega projekta, pa da v bistvu smo občina odkupili zemljišča in naredili projekt, ki ga pa zdaj v bistvu dokončno izgradi država. Cena je bila pa okrog 150.000 evrov s strani občine, odkup pa projekti. Sredstva v proračunu so letos že zagotovljena. Občina bo financirala oba pločnika na Belci in v Gozd-Martuljku. Znesek teh dveh pločnikov bo preko 400.000 evrov, tako da vse to, kar sem vam naštel, je kar nekih 600.000 evrov. In katera dela se bodo po besedah kranjskogorskega župana Janeza Hrovata začela najprej? Verjetno se bo začel prvo z pločniki Belca, Gozd-Martuljk, pa verjamem, da jesen tudi z kolesarsko povezavo in peš povezavo Planica-Rateče. Župana tudi veseli, da se bodo našla sredstva za obnovo dela ceste na Koren. Koren je pa v bistvu res vstop, dober dan in nasvidenje v Slovenijo in seveda tudi v občino Kranjska Gora. Ogledali smo si ta najbolj poškodovan odsek ceste, dolžina je mislim, da okrog 1 kilometra in jaz verjamem, da so odgovorni z direkcije in seveda tudi minister videli, da je to res nujno potrebno. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič pa je takole orisal začrtana dela. Danes smo pravzaprav tukaj, da pregledamo te operativne načrte, ki jih bomo na državnih cestah na območju Kranjske Gore pa tja do Jesenic izvajali v letošnjem letu, pa tudi v naslednjem letu. Sredstev je kar znatno več kot v prejšnjih letih, tako da bodo tudi dela se intenzivneje izvajala kot v preteklosti. Že lansko leto je bilo nekaj odsekov prenovljenih, v letošnjem letu se bo pa to še bolj intenzivno nadaljevalo. Ključna je seveda ta cesta, glavna cesta, se pravi od Jesenic proti Kranjski Gori, se pravi še tisti preostali odseki, ki so res v zelo slabem stanju. Tam se bo tudi uredil v letošnjem letu še enostranski pločnik. Potem pa se ureja seveda tudi tam pri Ratečah, mislim, da se bo uredilo krožišče. Letos je pa predvideno, da bo tudi narejeno. Tako da tudi ceste proti Tamarju se bo nadaljevala še urejanje cesta na Vršič. Tako da kar precej bo teh ureditev. Predvidoma se bo to vse izvajalo nekaj že letos v pomladnem času, ostalo pa še potem v jeseni. V glavni turistični sezoni bomo pa skušali čim manj motiti. Kolesarska povezava do Planice bo velika pridobitev, saj je celotna Zgornjesavska dolina ob lepem vremenu spomladi, poleti in jeseni polna kolesarjev, ki želijo tudi do doline pod Poncami.
Obiska je ogromno, jaz točnega podatka nimam, ampak mislim, da se vsakodnevno v vikendih v sezoni na kolesarski stezi zvrsti okrog 3 do 5 tisoč kolesarjev. Je že kar močno obremenjena, v vikendah lahko da že kar mogoče moteče obremenjena, ampak pač to je razvoj dogodkov, je šel tako. Mi se trudimo z dodatnimi povezavami, z dodatnimi kraki razbremeniti. Letos je ta krak Mojstra na Jesenice Bled razbremenjen tudi preko Radovne, označena bo tudi kolesarska uradna pot preko se pravi naše zgornje Radovne, spodnje Radovne do gori. Tudi delamo odcep od spodnjega odcepa Mojstrano od mosta pri Topolinu do Požgancovega mosta in do tukaj v bistvu bivše fabrike Lip, tako da razbremenimo tudi te odseke, pa Planica, pa sprot razbremenjujemo to kolesarko. Veliki planiški skakalni praznik je za nami, za najboljšimi smučarskimi letalci sveta pa konec sezone. Dolina pod Poncami je bila znova polna obiskovalcev in prešernega vzdušja, kot se zanjo seveda spodobi. Prireditev Pozdrav junakov daljav pa je ob planiški prireditvi že tradicija v Ratečah. Uradni del obsega predstavitev skakalnih ekip, ki so letos tekmovale v Planici. Najbolj do izraza pridejo zadovoljni otroci, ki na prireditvi sodelujejo. Tudi letos so zapeli Planico. Seveda smo slišali tudi slovensko himno. Živi naj si narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, ne vrak le sosed bo, ne vrak le sosed bo mejak. Hvala. Zbrane pa je nato pozdravil kranjskogorski župan Janez Hrovat. Dobro večer, Rateče, Kranjska Gora, Slovenija. Dobro večer, vas skakalni svet. Jaz vas lepo pozdravljam tukaj v srčiki
planiškega, letalskega športa Slovenije, mogoče tudi celega sveta. Jaz želim vsem skakalcem, vsem gledalcem čim lepše doživetje jutrišnjem in v nedeljo. Jaz si želim mogoče tudi svetovnega rekorda, ki pa ni pomemben. Pomemben je, da skakalci skačejo varno, tako kot danes, vse 3 dni, da bomo uživali in se imeli pod poncami lepo. Jaz verjamem, da bo Slovenija doživela pravi praznik tudi te 3 dni, tako kot že 100 let in mogoče še 100 naslednjih. Živijo Rateče, živijo Planica. Tudi smučarski skakalci so se razgovorili, malo v angleščini, malo v nemščini, malo pa tudi v slovenščini. I'm just waiting on the Sunday lunch to eat much more pjevačiči. Ja, jaz mislim, da so tako doma. In danes so tudi pokazali, da jim tale zrak paše. V Planici zmerno. Ja, zdravimo navijače iz Rateč. Uživajte v letalnico. To straordinarno. Hvala Кранинская гора, hvala Planica, hvala Slovenija. Спасибо вам большое, zdravo! Привет, Slovenia. Hello, Slovenia. Thank you very much. Hello Slovenia, I'm happy to be here with my team and yeah, we are welcome here. Thank you very much. We are really happy to be here with you, nice spectators. Takk til alle som her og heier på oss, og vi skal gjøre vårt for å hoppe bakken. Ja, Glückauf, meine Freunde, schön, dass ihr da seid, schön, dass wir da sind. Ich glaube, es wird ein Raketenwochenende. Ja, Planica ist ja nicht weit von zu Hause für uns und wir fühlen uns immer sehr willkommen hier. Witamy wszystkich kibiców, dziękujemy tu za serdeczne przywitanie i prosimy jutro o doping. Ja, bil je najboljši feeling letos. Ne vem, kaj jaz opet govorim, ker takega vprašanja nisem pričakoval to pomeni. Planica je najbolj, na kočmo sploh rečem. To je to! Hvala, Rateče, potite zelo dobre, rekova. Vsak ima svoje želje, jaz sem prišel po čokolado, da me preveč ne motiš. Čevapčiče imam, pa še himno čakam. Pa ne vidite za nas. Organizatorji pa so bili predvsem zadovoljni z obiskom. Jaz moram reči, da letos po prvič sploh nisem pričakoval tako množico. Lahko rečem, da sem zelo vesel, upam, da bo še en čas ostal, da bo kaj popil, pojedel. Mislim pa, da se sama prireditev z leta v let bolj prijemlje, tako da jo bomo probali nadgraditi tudi za naslednja leta, da bi kaj novega pogruntali še. Mislim, da se mora to upravni odbor zbrati, predebatirati tudi s Turizmom Kranjska Gora, z občino, ki nam pomaga finančno, kako pa kaj. Itak so tle finančni problemi, vse v okviru finančnih sredstev lahko naredimo, tako da zaenkrat je to. Tudi v Kranjski Gori so ob dogajanju v dolini pod Poncami poskrbeli za zabavo. Tako imenovani Open Air Planica je poskrbel za živahne glasbene ritme. To je največja zabava na prostem, polna športnega duha. Pripravijo tudi predstavitev tekmovalcev, podelitev štartnih številk in animacije. Ja, lepo vas je bilo videti, super ste, tako da še tako naprej jutri. Ja, zdaj pa Jernej tukaj, tako da živijo vsi skupaj, ful ste dobri, sam navijite še naprej. Pozdrawiam z kibiców z Polski. Dziękuję, że jesteście tutaj, byliście wspaniali przez cały sezon. Dziękujemy was bardzo i prosimy o więcej. Dobro večer vsem skupaj, super ste, super navijate, hvala. Ja, ich glaube, es sind schon einige da. Stefan Kraft, Fanclub natürlich. Aber an alle Fans, cool, dass ihr da seid und immer perfekte Stimmung hier in Planica. Ich hoffe, es bleibt so. 251.5 meters. Do you think, as a big champion, is it possible to fly 2 or 3 meters more? Yeah, I hope so. I hope so. I think maybe not tomorrow because the judges will be more safety. But next year, or in the future, we will see. Pravi, da je možno preleteti svetovni rekord. Jutri pravi, da bodo sodniki bolj strogi, v prihodnosti pa bomo videli, ist möglich in Planica noch 2 oder 3 Meter weiter fliegen, weil wir möchten wieder Weltrekord zurück natürlich.
Also heute war es einfach, diese 251 zu stehen. Also wenn ich nochmal die Chance kriege, werde ich alles dafür versuchen, um es zu schaffen. Pravi, da je danes lahko pristal in če dobi še, bo naredil vse, da postavi svetovni rekord tudi v Planici Štefan Kraft. Turistično društvo Rateče Planica je pripravilo tradicionalno 28. razstavo ročnih del pridnih deklet in žena, ki je še vedno na ogled v dvorani krajevne skupnosti Rateče Planica. Vsak dan od 10 do 18, tako pa bo vse do torka. Razstavljeni so izdelki domače obrti, vezeni prti, kleklani izdelki, pletenine in rateški žoki. Metuljčki ljubezni in Sneguljčica. To sta naslova dveh predstav, ki ju je ustvaril podmladek kulturno-prosvetnega društva Josip Lavtižar Kranjska Gora. Odlični so. Občinstvo so takoj očarali. Ja, seveda na začetku leta je prišlo kar 30 novih igralcev. Vsi so si želeli igrati in Metka je potem oblikovala dve skupini. Nekaj igralcev se je potem sicer odločilo, da ne bo igralo, vendar še vedno je ostalo 22 otrok, tako da jih je 11 pri mlajši in 11 pri starejši otroški dramski skupini. In kaj so ustvarili? Ja, letos je delala mlajša skupina predvsem predstavo za vrtec in nižjo stopnjo, to je prvo triado. Gre za znano predstavo Sneguljčica, ki pa so jo priredili in naredili nekoliko drugačno. Otroci na odru uporabljajo inštrumente, pojejo, plešejo, tako da lahko spremljamo otroka, ki igra violino, harmoniko, bobne in je s tem predstava še bolj zanimiva in pestra. Starejša otroška dramska skupina pa je pripravila predstavo Metuljčke ljubezni. Gre za tipično zgodbo osnovnošolcev na koncu 8. 9. razreda, ko jim gre bolj po glavi to, v koga so zaljubljeni, kot pa sama šola. In tudi oni so pripravili zelo luštno predstavo, v katero so vključili tudi točko stepa. Tukaj se bi rada zahvalila predvsem Maji Žorga Dolmin, ki je vsem otrokom priskrbela te čevlje za step in jih tudi naučila te korake. Omenili ste, da delajo pod okriljem Metke Frelih. To je že kar dolgoletno sodelovanje društva in je verjetno zelo dobro, če ne se ne bi vsako leto ali pa dve znova srečevali. Ja, z Metko Frelih je res dolga tradicija. Pravzaprav smo začeli že mi, Tabol teater, z prvo predstavo davnega leta 1997, ko smo na oder postavili prvo gledališko predstavo našega Tabol teatra. In potem se je seveda to sodelovanje nadaljevalo. Vključili smo tudi otroke že v preteklosti in pa seveda sedaj z novim odrom, novo dvorano zopet vključujemo Metko, ki res zna otroke pripraviti do zelo kvalitetnih predstav. No, dokaz za to je tudi, da so se že uvrstili na gledališka tekmovanja, če jim tako rečeva, prav v mesecu aprilu gredo že nekam, čeprav vem. Pravzaprav gredo že v mesecu marcu in sicer na Lunin festival v Ljubljano. Res pa je, da so se v mesecu aprilu pa uvrstili tudi na Kekčevo srečanje, ki je 5. in 6. aprila na Jesenicah in služi kot predizbor za slovensko srečanje otroških gledaliških skupin.
Če pogledava še malce k odraslim, Tabol teater tudi ne počivate zadnjo predstavo, celo do Kopra ste šli. Ja, res je, v tem letu, dobrem letu, odkar igramo predstavo 3x2, da smo nanizali že 24 ponovitev. V petek nas čaka 25. v Notranjih Goricah, potem pa bomo naredili majčkeno pauzo in potem nadaljevali tudi že poleti in v septembru, oktobru. Morda na obzorju že kakšna nova predstava? Na obzorju še ne, se pa išče, je še v oblakih, vsekakor bomo šli zopet v nek prevod nove predstave, tako da bo predstava nova, še ne odigrana na slovenskih odrih. No, če strneva vse skupaj, 2 otroški skupini, pa potem ena odrasla, kar veliko usklajevanj, kar veliko dela, seveda prostovoljnega pri kulturnem društvu. Ja, seveda, vendar, če hočemo, da društvo dela in živi, potem je to prostovoljno delo obvezno in sodi zraven. Je pa vsekakor potem neka zahvala, neko zadovoljstvo, ko vidimo polno dvorano zadovoljnih ljudi, ki so zelo veseli, da lahko vidijo kvalitetne in dobre predstave. Poleg vseh teh 3, lahko rečemo, skupin, ki tukaj delajo, je vsekakor veliko dela še z abonmajem, odraslim in otroškim, ki pa se je izkazal za zelo dobro sprejetega in ljudje zelo radi pridejo, tako da mislim, da bomo s temi stvarmi vztrajali še naprej. Tudi Ljudski dom, prenovljen, verjetno je dal nekaj zagona za delo. Ja, seveda, oder, kot ga imamo sedaj, je res zavidanja vreden, tudi druga društva, ki hodijo k nam kar zavidajo. Mogoče, če so prej se malo posmehovali, kje igrajo na kako majhni površini, je sedaj dvorana, oder in oprema res primerna za vsakršno skupino. Obe predstavi sta se torej uvrstili na regijsko tekmovanje 23. Kekčevo srečanje otroških gledaliških skupin, ki bo 5. in 6. aprila v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Kranjska Gora je gostila turnir evropske serije v odbojki na snegu. Slovenska odbojkarja Danijel Pokršnik in Tadej Boženk sta premagala vso konkurenco in se veselila zmage na domačem turnirju. Druga slovenska predstavnika Jernej Vrhunci in Denis Robida, ki sta prvi dan turnirja navdušila s 3 zmagami, sta morala drugi dan prej priznati premoč drugim ekipam. Bila sta 5. 5. so bile tudi slovenske predstavnice Bernarda Baron in Tina Bukovec ter Klara Omovšek in Tjaša Žagar. V Kranjski Gori je sicer igralo 30 dvojic iz 9 držav. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev in poglejmo, kaj nas čaka v prihajajočih dneh. V sredo ob 17. bo 16. redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so med drugim predlog zaključnega računa proračuna za lani, odlok o prvem rebalansu proračuna za letos, poročilo o delu policijske postaje Kranjska Gora ter medobčinskega inšpektorata in redarstva, pa tudi končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja krajevne skupnosti Rateče Planica v letu 2015. Sejo si v živo lahko ogledate na naši televiziji. V četrtek ob 17. pa bo redna seja občinskega sveta v Bohinju. Na dnevnem redu so med drugim zaključni račun občine Bohinj za leto 2016, poročilo o delu policijske postaje Bled in občinska pomoč hotelu Jezero po požaru. Tudi to sejo bomo prenašali na naši televiziji. Muzejski večer s Klemenom Premrlom o lednem plezanju bo v Slovenskem planinskem muzeju v petek ob 18.
Koncert Cvetje v jeseni s citrarko Tanjo Zajc-Zupan bo v petek ob 19:30 v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Ob citrah bosta zapela Teja Saksida in zaigral bo še kitarist Sten Vrbek. Veseloigra Usodna pletna bo v soboto ob 20. na ogled v Ljudskem domu v Kranjski Gori. V goste prihaja kulturno društvo Zasip. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič, torej do prihodnje nedelje. Pa srečno!